Rad vas srečno pozdravljam, da bo došli v Kulturni center v Zabrantošno srečanje pod Lipami. Nocoj bo tekla beseda o tisku, ker smo v januarju, v mesecu katoliškega tiska. V gosteh pa imamo monsinjorja gospoda Bože Avustija, ki ga v naši sredi prisrčno pozdravljam in seveda se mu zahvaljujemo, da si je sprejel naše vabilo. Večer bo vodil Peter Černis in seveda mu predajam besedo. Hvala lepa, dober večer vsem. Večer nastaja v tednu katoliškega tiska, torej v tednu, ko bomo malce razmišljali o vlogi, ki jo ima katoliški tisk v družbi. Z nami je Božo Avustija, duhovnik, teolog, urednik, avtor, pedagog, gotovo prodoren analitik, ki večkrat nastopa na televiziji in na drugih javnih občilih. In upam, da bo to en sogovornik, kot je vedno se pokazal, sogovornik z jasnimi besedami. Ko sem malo pregledal kurikulum vitae, tako sem ostal presenečen nad številom publikacij, ki je Božo Avustija v bistvu objavil. Tukaj mislim, da govorimo nad 72 člankov med podatki o knjigah. Mislim, da ena knjiga, ki izide v nekaj 54,000 izvodov, je to možno? Več knjig se približno tako nakladal, ja. Ampak zato, ker je bila priložena revija Ognjišče, tako. Je pa potem dan primer zgodbe Semenje upanja, je pa še 2 ponatisa doživela, tako da je še več kot ta številka. Torej, številke, ki so, mislim, za slovensko založniško tržišče izjemno pomembne. Če pomislimo, da naklade so povprečno tam od 700, 800, 1000. To se mi zdi nekaj res neverjetnega. Skratka, samo nekaj besed, da ga predstavim tudi publiki. Torej, Božo Avustija je rojen v Postojni, letnik 63. Postojni, ker je bila tam porodnišnica, da je bolno so razuma. Ja, če ne? Doma v Kamnjah na Vipavskem. Torej, Vipav. Da ne bo sporazumel. Po končani klasični gimnaziji v Manjem Semenišču v Vipavi se je upisal na Teološko fakulteto v Ljubljani, kjer je leta 1988 diplomiral z nalogo Virsko teološko misel Alojza Rebule. In potem nadaljeval s pastoralno specializacijo. Leta 1994 je odšel na podiplomski študij v Rim, študiral je na Gregorijani, če se ne motim. In tu nekje je prišlo v spredje ta pozornost do komunikologije, torej misiologije. Fakulteta je bila pač fakulteta za misiologijo in medverske študije, ampak istočasno tudi študij za družbeno komunikacijo, torej Inštitutu za družbeno komunikacijo. Torej že tam se je nekje rodila oziroma začela nekje prihajati v spredje ta talent za komunikacijo. Mislim, da se je potem od tega trenutka dalje naprej specializiral še v drugih prostorih, v Švici, v Franciji, v Londonu in torej nabral kar nekaj izkušenj. Od leta 1990 se zaposlil na uredništvu Ognjišča in tam dela kot novinar. Od leta 2002 pa opravlja službo odgovornega urednika revije Ognjišče. Je tudi urednik pri isti založbi in vodi tiskovni urad koprske nadškofije. To samo kot uvod. Naj povem, da sem jaz prvič Božo Avustija srečal čisto slučajno v branju intervjuja s nekom, katerim mi tukaj v Gorici res veliko dolgujemo, tudi na področju ljudskega tiska.
to je intervju s Francem Močnikom in bi kar začel ta večer s tem, da bi prosil za majhen spomin, predno začnemo naš pogovor na monsignora Franca Močnika. Kako je bilo s tistim intervjujem in kakšen je ta spomin? Ja, mislim, da sem imel celo 2 intervjuja, eden bolj kratek, eden potem nekje dolg. Presenetilo me je pri monsignorju Močniku, pri tistem intervjuju, pa tudi sicer, da on ni govoril nobene zamere do tistih, ki so ga dobesedno vrgli čez mejo, tistih, ki so mu naredili krivico. To mi je tako ostalo, on je to govoril tako, kakor je bilo. Sine Iret studio, ne? Brez kakršnih koli drugih dodatkov, tako, kakor je bilo. In točno je povedal, še zdaj se spomnim, šel sem na Sveto Goro, da molo pride avto, povedal je samo to, kar se je zgodilo. Tako da sem občudoval to njegovo mirnost, ki po mojem je izhajala iz globoke zakorenjenosti v Bogu. Hvala lepa za ta spomin. Meni se zdi mestno začeti ta večer prav spominjeno na Franca Močnika, ker je bil tudi eden prvih urednikov Slovenskega Primorca oziroma prav glavni, nosil glavno odgovornost pri tem projektu. Pa gremo sedaj na našo temo, na naš večer, ki bo sestavljen kot običajno z eno serijo vprašanj, ki jih bom kar jaz nastavil našemu gostu in potem pa bi dali besedo publike. Bi začeli tako kar z eno splošno predstavitvijo in sicer prvo vprašanje, ki se mi poraja, je odkot taka velika ljubezen za komunikacijo, za medije, kje ste odkrili ta talent oziroma odkrili je to verjetno področje, na katerem lahko uspešno delujete. Ja, zdaj začnemo. Najprej vsem lepo vas pozdravljam. Potem moram povedati, nisem monsignor. Prišlo je do slučajne napake pri prvem obvestilu in smo potem zelo, sem vam hvaležen, ste to preklicali, vendar se, veste, ako enkrat napaka zunaj se zelo hitro širi. Tudi ne bom, kajti kot veste, papež Frančišek je, hvala Bogu, ukinil vse te naslove, ne? Je rekel, ne bom več dajal teh naslovov, tako da sem glede tega popolnoma svoboden, hvala Bogu. Drugo, glede mojega študija. Jaz sem usporedno, kar se Rima tiče, delal pravzaprav 2 fakulteti in sem se, da malo razbremenim, da na začetku sem se spomnil na en prekmurski vic, ko je prišel en kmet notarju in je hotel prepričati ta kmet notarja v svoj prav. In mu je notar rekel, ne mi govoriti, je rekel, jaz imam 2 fakulteti. Lahko jih imate, je rekel kmet. Je rekel, jaz sem tudi imel doma eno tele, ki je pilo od 2 krav. Bolj, ko je pilo, večje tele je bilo, ne? No, tako sem se jaz velikokrat počutil, ko sem delal 2 fakulteti, sem si kolikokrat, veste, v podzemni železnici sem si mislil, kakšno tele si ti Božo, ne? V četrtkih, ko so imeli teologi fraj, sem jaz šel na komunikologijo. V sobotah, ko so imeli komunikologi fraj, sem hodil na teologijo. Vse dneve, tako da sem res rekel, ta vic je bil zate pogruntan, čeprav meni, da je star zdaj že več kot 100 let. Odkje ta ljubezen? Pravzaprav ne bi vedel. Ne od mame, ne od očeta, ne, ker bila sta preprosta. Nista imela možnosti za študij. Naš tata je bil 7 let in pol vojak. Ne? In ko mi je bilo v življenju hudo, sem zmeraj pomislil, če je tata 7 let zmogel vojaščine, bil je klican takrat, letnik 18 je bil, torej starejši malo, bil je klican v redno vojsko, ko bi moral iti domov, je bila vojna napoved, so podaljšali, potem ga na Siciliji zajamejo zavezniki, ga pošljajo v Severno Afriko, v Severni Afriki gre preko morcem, ga izkrcajo v Črni gori, v Baru,
ne, in potem po celi Jugoslaviji gre gor. Zelo taka. Mama seveda spet ni mogla študirati, bila je najstarejša hčerka, oče njen je bil v taborišču in je morala prevzeti veliko dela, tako da njeni brati in sestre so lahko študirali, ona kot najstarejša ni mogla. Se pravi, nisem od doma mogel dobiti tega, kar bi morda dobil, če bi oba imela možnost študija. Sem pa, delno je ta v sorodu, mamina sorodnika sta tako pater Lojze Bratina, jezuit, ki je tudi nekaj knjig napisal, in pa Drago Klemenčič, ki je bil dolgoletni urednik Družine in prvi urednik verskih oddaj na televiziji Slovenije. Tako da nekaj najbrž v genih je ta stvar. Drugače pa, kdaj se je to začelo? Gotovo se je začelo seveda v osnovni šoli, pustimo tiste stvari. Takrat smo ciklostirali, če se spomnite, ne, tako smo vrteli. In tisti, ki je ciklostiral v osnovni šoli, ni bilo treba iti v šolo, ne, in jaz sem se, parkrat so me poklicali, so rekli, ti ni treba biti pri pouku, ne, ker, ne, ampak pa sem se pa jaz kar javil, samo da nisem. No. V srednji šoli gotovo, kjer smo pa v Vipavi dobivali tudi nekaj zamejskega tiska. In je tudi to, bi rad poudaril in povedal, dobilo odmev v meni, zato ker ta tisk je bil svoboden. To so bili vendarle argumenti, čeprav smo dobili, mislim, da samo Mladiko in Novi glas, katoliški glas takrat nismo prihajati. Ne? Novi list verjetno. Novi list smo dobivali, ja, in Mladiko. Pa gospodarstvo še menda se mi zdi. Ja? Jaz sem tisto kar bral, tako, ker to je bilo drugače, kakor tiste špehi v delu, ko nisem nekaj obrat. Ne? In je to dalo meni en pečat. No, na fakulteti, ko sem bil pa na fakulteti v Ljubljani, pa seveda, veste, to je bilo 80. leta, vremje, demokratizacija, in sem preprosto, dolgočasno sem se na fakulteti, premalo mi je bilo, in sem hodil in v kino in gledališče, knjig sem ogromno bral in sem potem tudi pisal razne recenzije, vendar jih nisem oddajal svojemu žlahtniku, da morda sem mu to povedal Klemenčiču, da ne bi mi kdo nepotizma očital, da sem prek žlahte, ampak sem to drugim urednikom dejal, da so to objavljali. No, nazadnje sem takrat tudi napisal že precej recenzij za Radio Trsta. Tako se je to začelo, moram biti bolj kratek. Ne, povejte, jaz sem vajen tudi 60 sekund, ko rečete, to bom tudi potem naredil. Ne, ampak v bistvu konec koncev misiologija in komunikologija imata tudi marsikaj skupnega verjetno, ne, ker mislim brez komunikacije. Ja, seveda ne možem, ne. Je tudi, so celo priporočali kombinacijo teh dveh študijev, seveda. Tako, glede na izkušnje, ki ste jih imeli v Rimu in potem drugod po Evropi, kako vi ocenjujete slovenski tisk v odnosu do širšega evropskega prostora? In tudi kako ocenjujete katoliški tisk slovenski oziroma v slovenskem prostoru v odnosu do drugih evropskih realnosti? Ja, tisk na splošno pri tistem zadnjem izpitu rigorozki traje 1 uro, ne, in imaš celo vrsto profesorov, ki te tam masirajo. Ne, jaz sem imel prvo točko, še zdaj se spomnim, mi je dal 3 naslovnice 3 dnevnikov, glavnih italijanskih, profesor, pol ure prej sem moral priti na izpit, mi je dal 3 naslovnice in sem moral analizirati. 20 minut priprave, potem pa se začne izpit. No in je med drugim tudi razlike, naslovnice, zakaj so te razlike in tako dalje. In sem potem pomislil to, sem rekel, če bi dobil v Sloveniji 3 dnevnike, ne, in sem potem parkrat študentom naredil, smo naredili tudi analizo naslovnic, ni razlike v Sloveniji. Vsi 3 so enaki. Ne. In to je tako zgovorno zame,
Ne? Tam je bilo dobro, zdaj, če bi lih Primorske dal ali pa rečemo Večer, ne, Štajerski, kakšno Štajersko, ampak drugače je to ena sama sivina, vse je enako, ni Mavrice. Katoliški tisk. Ja, Slovenija je vendarle specifična. Smo podedovali. Najprej se mi zdi, že katoliški tisk ima tradicijo. Bodi si iz Avstro-Ogrske, potem tudi tukaj na Primorskem je vendar bilo nekaj tiska verskega, vse kar je bilo verskega slovenskega, ne, tudi med fašizmom. In potem po vojni v Sloveniji je bila tudi ta identifikacija z verskim tiskom. Ker sem kristjan, bom imel ta verski tisk. In je bilo to tudi neka opozicija, bom naročil to je drugačno in tako naprej. Ne. Tako da je pri nas verski tisk kar zelo dobro zastopan, zelo razširjen. Dovolite mi, ko smo prej o številkah govorili, ne, ko sem tudi zdaj, ko hodimo po sejmih s tujimi partnerji za kakšne knjige, ali ko govorim, ko sem v Rimu govoril s sošolci, sem rekel, gledajte, Italijanom, če dam primer ene moje zgodbe za dušo, tiste drobne zgodbe za dušo, 7 izdaj, gotovo je bilo prodanih 18,000. Če bi to primerjali z Italijo, 18,000 pomeni, da bi mogla knjiga imeti 1,080,000, ker Italijanov je približno, 30krat več jih je, sem se zmotil, ne? Ja, skoraj 30krat več. Ja, no, ne, ni 1 milijon, zdaj sem bil do 3krat, to se mi bi bilo 500,000, no. Čez 500,000, 540,000, ampak najbrž ni v Italiji knjige, ki bi šla 540,000, ne. Ja, verjetno. Zelo malo, no. Ampak hočem povedati, gledajte, kako je to. Ali pa bom dal primer Ognjišča, zdaj rečemo, da je 41,000, malo več, bi spet bilo 1,230,000 naklada, primerljivo s Slovenijo. No, ker tudi potem nam rečejo, pa zakaj, rečemo, mi bi samo 1000 izvodov knjige tiskali, pa zakaj tako malo? Pa jim rečejo, gledajte, mi imamo trg 2 milijona, koliko jih vi za Ameriko tiskate? Pa kakšen trg je Amerika, plus angliško govoreč trg? Ja, rečejo 10,000. No, smo rekli, po tej logiki smo jim dali, bi imeli 200. Hočem reči, kako dejansko ne smemo podcenjevati tega, kako razširjen je pri nas. Ognjišče je bilo, zdaj nimamo več raziskav, ker jih ne plačujemo, ker jih moraš drago plačevati, je bilo najbolj razširjen mesečnik v Sloveniji od vseh mesečnikov. Ne? Mislim, da je to svetovni fenomen, da je en verski list najbolj razširjen od vseh mesečnikov. Tako da smo lahko ponosni na svoj verski tisk, na svojo tradicijo, tudi to, kar je opravil v teh desetletjih, tudi po vojni in še kar danes dela. Ne? Torej, v primerjavi z drugimi evropskimi realnostmi, mislim, verski tisk v Sloveniji je bolj živ. Bolj živ. In tudi, če gledamo tako bolj razvejan, no, vse tudi v Nemčiji, če gledaš, imajo ogromno tega, ampak to so res nizke naklade, ne? Pa preidemo k Ognjišču, ne? Vaša vloga pri Ognjišču. Prej ste omenili, da ste brali tudi naš zamejski tisk, da ste se z Ognjiščem srečali. In kako je Ognjišče spremljalo vašo življenjsko pot? Ja, tukaj vas bom malo razočaral, sem ga zelo malo bral. Ne? In glejte, v življenju vse, kar sem, predmete, ki sem jih na fakulteti šprical, jih moram danes predavati. Ne? Oziroma vsaj na tisti katedri, kjer sem največ šprical, moram jaz zdaj biti tam. Ne? Vse moram zdaj doplačevati in tako najbrž tudi pri Ognjišču. Preprosto tista pisma, ki so bila ste ga brali zelo malo. Zelo malo. Sem druge stvari bral, tudi zato, zakaj, ker včasih sem kakšen intervju, ampak tudi povem v Boletu, tvoji intervjuji so bili slabi, se nisi pripravil, sem rekel, jaz sem zahteval več, jaz sem bil zelo zahtevan bralec. Ne?
ti si šel kar kje, pa si se pogovarjal. Ja, to, ljudje so to imeli radi, on pravi, ne, to so tako, ampak jaz sem bil kritičen bralec in prebral sem zgotovo Vice in Indijančka, to gotovo, tisto, ko so bile punce zaljubljene, tisto, kaj sem rekel, jih bo že minilo, ne. Seveda danes to gledam, popolnoma drugače gledam, tak sem bil, ne moram zanikati, nisem bil. Sem pa kakšne stvari gotovo prebral, ne povem, ko ste imeli diplomsko nalogo, sem kar nekaj stvari za diplomsko sem citiral Ognjišče, ker je tam je bil pa res en dober intervju z Rebulo, ker jih tudi drugih intervjujev takrat ni bilo, jaz sem leta 88 že napisal diplomo, je bilo zelo malo intervjujev in tudi vse knjige so bile predstavljene Ognjišču, tako da sem lahko diplomski vsaj tisto citiral, ker tudi bodi se bilo malo intervjujev in malo predstavitev. Potem seveda sem ga pa raznašal po hišah kot otrok, to ja, in seveda se mi to splačalo, ker sem dobil čokolado in bombone, skoro nobeni hiši mi niso pustili, to se pravi, sem že zgodaj koristil od verskega tiska, če se pohecam. Ampak nobenega, tako, nobene nisi mislil, da bi kdaj lahko zasedal tisto mesto, ki ga danes zasedate. Ne, ker sem, jaz sem pisal večinoma za družino in družinsko prilogo. Takrat je bil Pater Škafar urednik družinske priloge in je bil moj profesor in meni če bi nič profesor je rekel, jaz bi pa to v prilogi objavil. In on je to objavil. To se pravi, to je bila mesečna priloga in je ogromno teh predstavitev dram, knjig to objavil. V Ognjišču sem prej en sam članek napisal v Ognjišče. No, kako sem pa prišel? Leta 88, že kot diakon sem bil na prvi Summer University, to je bila poletna univerza Mednarodne zveze katoliškega tiska, začeli smo v Švici in potem šli v Francijo. Zelo zanimiva zame izkušnja, seveda, ki me je neskončno presegala, da sem bil vržen enkrat v tiste vode. No in potem je bil 89. bil svetovni kongres v Ruhpoldingu, na Bavarskem takoj, to so včasih so športi, tam nordijske discipline so v Ruhpoldingu. In sem tam dobil nagrado takrat za najboljši prispevek na tistem konkursu iz Jugoslavije. In tam je potem bolej zastrigel z ušesi, tu imamo človeka, ki je, in je potem me najprej poklical in da bi sodeloval in potem sem prišel na uredništvo, tako se je začelo. Tako da v zgodnjih 90-ih je začelo v bistvu stalno sodelovanje. Tako. Če pa prejdemo k Ognjišču, Ognjišče je nastalo kot v bistvu enciklostiriran bilten. Kako se je ta zgodba razvijala in katero vlogo v Ognjišču odigralo v slovenski družbi tudi v času osamosvojitve in po njej? Oziroma, katero vlogo odigrava še danes? Ja, gotovo je imelo eno nenadomestljivo vlogo, to je bila ena prvih revij časopisov, ki je imelo pisma, kjer so ljudje lahko pisali. To je bilo tudi za izziv, rečemo, za druge medije, ker treba se zavedati, leta 65, 70, to ni bilo, da boš ti kar pisal v časopis. Tukaj so bila pisma in vsa pisma so bila avtentična in so tudi še danes avtentična in so dokumentirana. Torej, in v teh pismih je ogromno bogatstva, ker so realni problemi ljudi, na katere se je tam odgovarjalo. Marsikdo še danes pravi, kako je tisto bral in kako mu je to pomagalo. Potem, jaz to primerjam, naprimer, včasih pravijo, tako majhno je bilo Ognjišče, pa tako visoko naklado, čez 100.000 je imelo v najboljših letih. Primerjam v eni knjigi od komunikologije sem dobil zelo dobro primerjavo. Pravi, če je po noči, tišina in vam kapa samo iz pipe, vas moti. In greste in pipo zatisnete. Čez dan, ko ste v sobi, ste v prometni cesti, mimo vozi promet, tramvaj,
pa še delavci tam betonirajo in s kompresijo vas kapljica vode ne bo motila. Podobno je z verskim tiskom. V času enoumja je bil tisti verski tisk, karkoli je bilo bomba, ker je bilo tišina in je tista majhna kapljica se slišala. Danes, ko imaš toliko tramvajev in tak promet, je veliko manjši učinek. Se veliko manj sliši, ker je tak velik hrup drugih. Ne. Vendar se mi zdi, da še zmeraj odigrava pomembno vlogo tudi po odmevih, ki jih dobivam. Ko so ljudje, ko pravijo, da preberejo vse ali skoraj vse, ko jim to veliko pomeni, da lahko to preberejo, ko je to se notranje bogatijo, ti odmevi ti nekje dajo nekega novega poleta. In konkretno, katere so bile težave, oziroma katere so še danes težave? Torej, težave prej so bile večinoma zunanje, administrativne, govorijo tam, mislim, da okrog 72-74 leta, ko so imeli preiskave, ko so hoteli naprtiti, da so ponevirali denar, so šli na sodišče, seveda se nič tega ni bilo res, celo sodišče jim je dalo, jih je oprostilo, bi rekel, je bilo fair, kar bi lahko tudi jih obsodilo. In torej gospod Bole zna povedati, kako je bilo to. Vsakrat, ko je zvonec po zvonu, sem se stresel, je rekel, ker sem se bal, spet je policija. In kako mora biti to hudo? Ne misliš, aha, prišel je ta me obiskati, je prišel tam, ampak ne, policija je prišla. To je bila ta del. Ne? Danes je pa seveda drugi del, da je poplava tiska, predvsem pa poplava informacij in v tej poplavi je to en majhen čolniček. Ni več čista ogromna ladja, ki pluje, v katero sicer butajo valovi, ne? Ampak danes je morda teh valov manj, je pa to samo ena izmed ladij. Če gremo še bolj konkretno in bi govorili o številkah, kako je z naročniki? Mislim, vi ste v vsakem primeru verjetno, kar se tiče ognjišča, ene močnejših medijev in tudi kot založba, verjetno ste med katoliškimi založbami ta tretja. Kako je to? Ostajajo ti naročniki, padajo, kako je? Ja, tukaj vas moram razočarati, realno stanje je tako, vsako leto nam pada naročnina. Trenutno imamo 41.500 izvodov. Ne? Če pa vzamemo, to je seveda, nam vsi še zavidajo, še zmeraj to naročnino, nam vsi zavidajo, če pa vzamemo 100.000, ki je bila, je 41 krepko pod polovico. Ne? Tak primer. Morda sem si dal malo postreči, jaz za številke nisem nič. V tujino posameznikov gre 504 izvodov, skupinsko v tujino 323, naprimer v Nemčijo 150, v Trst 127, Gorica z okolico, 156 je skupinsko, to je 7 župnijskih uradov, in če tukaj prištejemo, jaz upam, da je še nekaj posameznikov, da je na Goriškem okrog 170, ne? Kar ni malo in ni slabo. Ne? Torej, skupaj v tujino je okoli 1260, kar je dobre 3% naklade, ne? Ko govorimo. Ja, mislim, podatki izgledajo tako, da niso niti tako slabi, če primerjamo nasplošno padec tiska in padec verskega tiska. Torej, mi smo na najslabši ladji, ker povsod pada tisk, pada pa tudi verski tisk, povsod po Evropi. Ne? To je neizbežno, ampak ne smemo biti samo pesimisti, ker gre veliko na račun tudi drugih medijev, zlasti, mislim, da interneta. Ja, prav glede te modernizacije medijskega prostora se je v zadnjih letih način pisanja spremenil in katero vlogo danes odigrava splet? Ja, splet gotovo vidim sam po sebi, koliko sem jaz na spletu, ne? Ogromno. In najbrž nisem edini in mlajši od mene so še več in predvsem pa znajo še boljše delati z njim, ne? S spletom. Ker tam je res ogromno informacij. Mi
imamo tudi seveda spletno stran, imamo nekatere članke, nimamo pa vsega, ker potem, če bi imeli vse, potem lahko zapremo. Kaj je problem spleta? Problem spleta je, da ne more, kako boš ti financiral spletne? Mi se moramo sami financirati, financiramo se iz naročnin ali iz prodaje knjig. To je edini vir dohodkov, ki ga imamo, nič drugega. In s tem moramo živeti. Splet, kar je, ti ne prinese. To je dejstvo. Zdaj, dajte naročnino na splet. Ja, naročnina je tako majhna, ker je slovenski trg, zlasti v slovenskem, slovenski trg je že majhen. Tistih, ki bi v slovenskem trgu brali internetne vsebine na Ognjišča, jih je še manj, tisti, ki bi plačali, pa še manj. Tako da bi se tudi to nam ne splača. In smo vzeli en kompromis, nekaj imamo na spletu, ali pa imamo začetek članka, ali pa tako napovemo in ga vodimo potem naprej. Ker ne moramo dati vsega na splet. In kar se tiče tehnično pisanja, je splet spremenil stil? Ja, gledajte, jaz mislim, da gospoda Čuka in gospoda Boleta, ki že 50 let pišeta, ne boš spremenil. Gospod Čuk sploh ne gre na internet. Piše na računalnik, ampak ne gre na internet. Drugače pa ja, gledajte, članki, vključno z mojimi razen gosta Meseca, so krajši, morajo imeti kakšne kvadratke. Zakaj? Zato, ker sami, jaz, pa sem potem, ko sem prebral, mislim, da je, kaj že ta Car se piše, Plitvine je naslov, zelo dobra knjiga, vam jo priporočam, ta sprememba tukaj gor v naših možganih, ki jo povzroča splet in elektronske komunikacije, pravi med drugim, pravi tudi to, da na spletu prebereš toliko besedila. Potem greš, samo še se sprehajaš dol. In res v tistem začetku, ali pa moraš večino povedati, ali pa vse povedati, je, in to je tudi, če hočemo gledati z nekaj vidika problematično, ker nismo sposobni daljših besedil, daljših tekstov, poglobljenih besedil, vse mora biti hitro in takoj. Tudi internet, klikneš in dobiš takoj, kar iščeš, ne boš čakal, pri knjižnico si šel, pa si ven vlekel knjige, pa to, pa ono, to je bilo ogromno časa. Na internetu je takoj, ampak seveda ta takojšnost, ki prihaja v nas, je nas pa velikokrat ovira, da bi težili z enim poglobljenim in sistematičnim spoznanjem. Mladina, ki je s spletom povezana. Kako izbirate vi teme? Ste pozorni do mladine? Smo. Tudi, ker imamo tako eno mladinsko prilogo, teme izbiramo tako. Nasplošno želimo, ali pa rubrike, da bi vsakdo v družini dobil nekaj v Ognjišču. Tudi mladi. In zato imamo tudi posebno uredništvo za mladinsko prilogo, je del našega uredništva, ampak oni pripravljajo, s tem jaz izmerno mislim, da vi bolj poznate, tudi predebatiramo na seji uredništva in moram reči, da včasih se ne strinjam, ker, kar pomeni, sem star, da si mislim, ja, jaz bi pa drugače naredil, ampak oni naredijo tako, ker so, in nočem delati napake, katero so drugi z mano delali, da se morajo delati tako, kot so oni in ko so hoteli. Hočem jim pustiti svobodo, pa tudi, če včasih malo zgrešijo. Torej, uredništvo se tudi prenavlja, mislim, mladi ljudje vstopajo noter. Ja, zlasti v tej mladinski prilogi, predvsem pa prenavlja se, nas zaposlenih je zelo malo, imamo pa stalne sodelavce, ki se obvežejo in teh je veliko. Gremo k nekaj temi malo bolj praznični. Ognjišče je praznovalo lani 50 let. Ja. Kako ste s to zadevo obeležili? Kakšne so bili odzivi?
No, torej, ko je bila 50, tista prav številka 50, smo dali, ogromnim ljudem smo napisali, prosili, če bi napisali svoje spomine in ogromni so nam tudi odpisali in poslali. In bilo je zelo lepo brati tudi znanih kakšnih ljudi, zelo lepo prebrati te spomine na ognjišče. Drugače, jaz nisem človek, ki bi ljubil neke ceremonije, ki bi ljubil neke proslave. Jaz sem že kot otrok na vseh socialističnih proslavah sem moral deklamirati. In potem sem enkrat nalaž tako slabo deklamiral, da mi je rekla tovarišica, nikoli več ne boš deklamiral. Sem rekel, kako lepo, da mi ne bo treba več deklamirati. Tako da sem imel teh proslav, takrat so mi jih do tukaj gor, in sem celo življenje rekel, jih ne bom več. Torej, pa sej po drugi strani tudi ti delaš, proslavljaš lahko tudi delovno. Kar je bilo po mojem, da smo, dobro, 2 srečanji smo naredili za bralce, tisto s številko. Tretjo stvar, nekaj knjig in ena je Zakladnica molitve, to je izbor molitev iz ognjišča. Prav v 50-letnici na koncu leta smo izdali, ker veste, še včasih kaj zavleče, prihajata še 2 knjigi, ki še boste nastajali, sta tudi nek omaž 50-letnici, to je neko leto svetnik oziroma svetnik za vsak dan, da bi predstavili enega svetnika, pa tudi malo povezanega s slovenskimi navadami, kaj njegovo ime pomeni in tako naprej, ampak to mislim, da bo proti poletju išlo, kakor bo tudi išlo en tak leksikon imen proti poletju. Kar je vse pa izbor tudi tega, kar je bilo že veliko napisanega v ognjišču. Dobro, če se povrnemo pa na vprašanje branja in mislim te težave, ki imamo v današnjem svetu, da pač informacija mora biti skrčena, ne mora biti takoj. Kakšen smisel ima mesečnik? Dobro vprašanje, ja. No, seveda tukaj izgubiš tekmo ne samo z dnevnikom in tednikom, tudi zlasti pa s spletom in z radijem, ki so izrazito žurni mediji. Ja, mesečnik ima neko prednost, to je, da lahko stvari poglobi, napiše bolj umirjeno, ko se stvari že malo pomirijo, in zlasti osvetli z vidikov, kar drugi morda ne osvetlijo, ko pišejo na hitro. In to je lahko tudi prednost. Kaj pa knjige? Ja, podobno. Mislim, da se imam v tej knjigi Izzivi sodobnih medijev tudi prav eno malo o internetu. Mimo grede, jaz sem ves študij komunikologije naredil brez ene same lekcije in ure o internetu. Leta 97, ja, marca sem končal in smo pri zadnji uri zgodovini komunikologije pa rekli profesorju, naj generacijam za nami pa vendar dajo malo tudi o internetu, ker je takrat že bil, ne še tako razširjen, ampak vendar. In prav to govorim, kakšen smisel ima še izdajati knjige v dobi interneta, prav to, poglobljeno in sistematično spoznanje. Glejte, zdaj prihajajo k nam begunci ali migranti, karkoli so že, ti ljudje, ki polnijo naš prostor in vsak dan govorimo o njih. Pa niti ne vemo, kdo so, pa Iranci, pa kdo je v Iraku, kdo so Kurdi. Glejte, za eno poglobljeno in dobro spoznanje je potrebno, da se ti usedeš in da dobiš podatke, ki na internetu mimo grede niso vedno tudi zanesljivi. In to boš pa dobil v knjigi. Je pa res, da najbrž, da če dalje manj ljudi, vključno z mano in z vami, to dela. Dam spet primer, pa nisem jaz proti internetu, ker ga vsak res dnevno več ur uporabljam. Dam primer. En
neki človek, ker zdaj seveda ogromno pisem prihaja že po elektronski pošti. Pravi, čisto osebno sprašujem, ni treba nič objaviti, me zanima, prišel sem na spletno stran to in to, ali je to katoliško? Je to to? Sem šel s tisto na spletno stran, so bili pa v bistvu Lefebvrovci, ne, tam. Ampak danes lahko priješ na eno stran in ne veš, kdo je za to stranjo. Ne veš, ali tisto, kar tam piše, je avtentično ali ne. V knjigi, ne, ko greš noter, ti piše, kdo je napisal, kdo je odgovoren, kdo je izdal in je to velikokrat eno merilo, ti veš, aha, če je ta založba izdala, če je ta avtor, približno veš, kdo zadaj stoji. Ne? In tudi veš, ali je avtentično, ali ni avtentično in podobno. Torej, nedvomno prepoznavnost in knjiga nas uči misliti. Ja, ali pa vsaj drugače misliti. Ne? Koliko knjig izdajate? Letno tako? Letno. Veste, zdaj smo mi smo zdaj rateli bogati, odkar smo rešili Slomškovo založbo v Mariboru, ker je bila v sklopu tistega, da bi propadla skupaj z, kar vemo, kaj se je zgodilo v Mariborski škofiji, na škofiji, in skupaj s Slomškovo knjigarno. In so sami oni stopili do nas in potem smo jih kupili, tako da oni izdajo, mislim, da zdaj že tudi do 40 knjig skupaj izdamo. Ne. Usklajujemo, oni so sicer avtonomni, pa vendar malo gledamo, da ne bi, kaj bomo izdali, da ne bi, ne vem, 2 knjig na isto tematiko in podobno. Ne. 40 ni malo, ne? Ni malo. Veste, se ni problem izdati, problem jih je prodati. Ne, ja. In kako je pa odnos z drugimi založbami v slovenskem prostoru? Kakšen je odnos z družino? Aha, nekaj veste, ali kako? Ne, hecam se, ne. No, gledajte, verski založniki sodelujemo, kar je tudi dokaz, naprimer ta zdaj teden knjige, ki bo ob koncu meseca januarja in bomo šli skupne knjigarne s skupnimi popusti, ne, da promoviramo versko knjigo. Seveda, nekako imamo vsak svoje področje delovanja in upam, da smo komplementarni, da se dopolnjujemo, je pa seveda tudi neka konkurenca, kar je včasih pa tudi zdravo, ne, ker konkurenca te ne uspava, ne, ti daje, da skušaš biti še boljši. In če gremo konkretno, mislim, vi zasedate bolj primorski prostor, ne? Ampak tudi ta prostor ima razdeljen v 2 dela. Kako vas primorski prostor sprejema? Torej, zasedamo primorski prostor, ne samo primorski. Mi imamo ogromno naročnikov tudi na Štajerskem, tudi v Prekmurju. In jaz grem direktno večkrat gor, da ja ne bi zanemaril tudi tega prostora. Mislim, dejansko po celi Sloveniji. Imamo bralce, imamo naročnike, zdaj seveda, odkar imamo Slomškovo založbo, imamo tudi knjigarno svojo, ki je v Mariboru in na Ptuju, ne. Tako da smo zelo upeti tudi v ta prostor, smo prisiljeni v sodelovanje, kar pa seveda je tudi zelo dobro. Primorski prostor je specifičen, vendar Primorska ni enotna. Jaz zdaj to lahko z vso odgovornostjo trdim. Što južnije, to tužnije, pravijo Srbi, ne? In velja tudi za Primorsko. Bolj, ko greš proti jugu, bolj je jug. Napoli je Sicilija, je mafija, ne? To je jug Primorski, ne? Se ni Tržančino tukaj, ne? Predvsem pa mislim tukaj na Koprščino, ne? To je, jaz včasih bo prišla k meni televizija Ljubljana, Koprski ne bojo prišli. Ne? Pa hvala Bogu se nima nobene velike želje tam nastopati, ampak kakorkoli so zelo rezervirani, ne samo rezervirani, tudi sovražni. No? In kar se tiče pa sodelovanja s založbami onkraj meje,
Kako je tukaj zgodba? Ali smo tudi mi upeti, ne? Ja, točno prej gospod Markežič menda, ne, noter, ja. Ga pozdravljam. Naprimer, ravno zdaj se dogovarjamo, da bi skupaj oziroma sodelovanjem izdali otroške pesmi Berte Golob, ker Berta Golob piše tako za pastirček, vendar je tudi za nas ogromno napisala. Tudi prevedla je otroške knjige, zlasti v tistih delih, ko je treba v verzih kaj. On je tam res specialist, ker pozna vers, pozna jezik in pozna otroke in pozna svetopismo. In ko je bilo treba kaj, jaz sem samo pisal, en dan, dva sem dobil že nazaj po elektronski pošti, ne? Čeprav je rojena isti dan, isti mesec in isto leto kot naš ustanovitelj Franc Bole. Jaz se res kar čudim, kako komunicira z elektronsko pošto. To je en tak primer, ko se da nekaj narediti in upam, da bomo v prihodnosti še sodelovali in pa prav, jaz predlagam, da bi prav na konkretnih projektih, ne z nekimi deklaracijami, ampak da se da projekte, to stvar in tukaj lahko sodelujemo. Jaz se zelo priporočam in zelo podpiram. Ampak ta domet bi bil možen tudi v enem tako enem širšem kulturnem projektu čezmejnem. Jaz mislim, da tega celo mi premalo delamo. Glejte, drugi znajo sodelovati, iščejo razne natečaje na čezmejnih sodelovanjih, dobijo tudi sredstva, ne? Mi, ki bi lahko to delali, pa nažalost tega ne naredimo. Bi bilo, rečemo, to je ena taka stvar, ki je, mislim, ne mi, ne vi nismo še dovolj izkoristili. Res se bomo mogli potruditi. Res je, ja. Predemo na zadnji sklop, predno pustimo besedo poslušalcem. In sicer tukaj pa nekaj vprašanj glede medijev v Sloveniji. Nekaj smo že čisto na začetku današnjega večerja povedali. Jaz bi imel zdaj tako eno izzivalno vprašanje prav glede odnosa družbe v Sloveniji do katoliških medijev. Zakaj je v Sloveniji odnos do katoliških medijev tako ideološko opredeljen in obremenjen? Jaz mislim, da tu ni samo problem posledice komunizma, je lahko še kaj drugega. Torej, gotovo je to ena posledica komunizma in ene miselnosti, ki je prešla zelo iz komunizma tudi naprej, češ to, kar je verskega, to je privatnega in to v javnosti nima nobenega, ne sme imeti nobenega pomena. Sem se zgrozil. Prišla je k meni ena izredna študentka delati izpit in te izredni študentje potem, da razbiješ tisto, da začne čim bolj sproščeno govoriti, pa sem vprašal, kaj vi delate, pa nekaj ne da na policiji, pa vsek na policiji in tako. Pa se pogovarjava, ja pravi, sem zadnjič bila pa na Radio Slovenija. Na Radio Slovenija sta bila, ja. In na nočnem programu. In to je že par let od tega. In je rekla, da je pogovor in potem, da je nekaj, ne vem, tako kot rekla v tem smislu, ja, da sodeluje tudi kot nekaj v cirki, kot prostovoljka in tako naprej. In potem je ona dala muziko, ne, voditeljica, in je rekla, gledajte, zdaj ste prvič in zadnjič to rekla. Vaše privatno prepričanje nima mesta na našem radiju. Ne? Jaz sem rekel, sem bila toliko šokirana, da niti znala reči, to sem jaz ne moram govoriti, da sem Hari Krišna, če nisem. Ne? Ampak tako je. Bi vam pravil, rečemo, kakšne težave so na Radio Slovenija. Zdaj je sicer duhovna misel vsako jutro, ne? Mislim, da o 20 do 6, ne? Zelo zgodaj. V nedeljih 10 do 7, ampak gledajte, 10 do 7 je v nedeljah, ja, in potem, ampak se bojijo dati eno versko pesem. Bojo dali kakšno latinsko, kakšno angleško, ne pa slovenske. In sem rekel, veste, to je, sem rekel, hvala Bogu, da je moja mama umrla. Zakaj? Zato, ker bi jo to spominjal na fašizem.
ker lahko samo slovenske verske pesmi ni smela slišati. Tako isto delate, ne? Se niti ne zavedajo, kakšno miselnost je to. Torej, ena velika bojazen. Strašna bojazen. Bojazen česa, resnica? Ne vem, pa kaj ti bo ena pesem Marina, ne vem, kakšna bojazen je to. Gaudium et Spes, ta znani dokument drugega Vatikanskega koncilija, pravi, da človek ob spoštovanju moralnega reda in skupnega dobrega lahko svobodno išče resnico in svobodno izraža in širi svoja lastna mnenja. Ta je antropološka vizija dokumenta. Vse to pa zahteva, da je človek resnično obveščen o dogodkih javnega življenja. Verjetno to pa je eden velikih problemov demokracije. Uspemo v Sloveniji resnično informirati ljudi o dogodkih javnega življenja? Ali je to lahko še en izziv za katoliški tisk? To mora biti izziv za vas tisk in za vse medije. Zdaj, ali uspemo, to mislim, da ni države na svetu, ki bi lahko rekla, da uspemo. To je večni tisti, da težiš, da bomo informirali, ker tudi še tako velike demokracije imajo razne tabu teme in podobno. Jaz sem se moral reči, da sem se pohujševal, jaz sem šel študirati, torej neposredno po nastopu demokracije, boj bo gledati, ko so prišli prvi Čehi, prvi Slovaki in tako naprej tudi študirati v Rim. Ampak smo ne vem kaj govorili in je potem je rekel profesor, ja vidite, vojske, torej vojska kot organizacija je v vseh državah tabu tema tudi za medije, Jaz sem se pohujšal, jaz sem mislil, da je to samo jugoslovanska vojska. Sej je, torej sej se piše, ampak v bistvu tudi on je bil profesor, je bil Američan, ampak je vedel, da določene mere lahko greš v vojsko, določene pa naprej pa ne. Tako da to je zmeraj to, da bomo obveščali. Drugi problem je pa tudi ne samo pri tistih, ki ustvarjajo program v medijih in pišejo za medije, tudi nas, ki smo pogojno rečeno sprejemniki teh. Ali, tukaj pravi lepo, če je resnično obveščeno o dogodkih javnega življenja, išče resnico, ali mi iščemo resnico, ali mi gremo brat, ali mi gremo se podučiti, da bi lahko potem boljše, lahko kritično presojali, boljše volili, boljše izbirali na volitvah. Se mi zdi, da je tudi to problem. Ne samo problem medijev, gotovo je to problem tistih, ki delajo in ustvarjajo, problem pa tudi nas, ali se damo objektivno informirati. Kajti brez objektivne informacije je res ni demokracije. Ampak vloga katoliškega tiska ni tudi ta ena velikih vlog. Verjetno morda v tem veliko bolj evangeljska, kot če samo oznanja besede evangelija, ki potem lahko stanijo nekje v eni niši. Ja, torej besede evangelija je treba oznanjati ključno, ne s to družbeno razsežnostjo. Mislim, nista dve zadevi ločeni, kar sem hotel povedati. Ja, seveda, in tukaj je tudi na nek način je katoliški tisk tudi neka alternativa, ker pove tisto, kar drugje ne pove, ker pokaže na tisto ali pa na tiste razloge, kjer se drugje ne pokaže. In se mi zdi, da v Sloveniji je zato vloga tega katoliškega tiska, pa tudi drugih medijev, še toliko pomembnejša, ker tega ni. Ker javni mediji ne upravljajo zadosti svoje naloge in izločajo en del prebivalstva, zato je toliko bolj vloga tiska pomembna, oziroma vseh katoliških medijev. Torej, to rešuje vašo naklado. Ja, ampak delno rešuje, delno pa tudi ne, ker ljudje, so tudi, imajo nek zadržek, ne mislijo tako, kakor ste zdaj to rekli, ampak mislijo, ja pa ne, o politiki pa ne, to pa ni za nas, to je mišljenje še marsikaterega človeka.
Prav, ker smo že eno uro, ki se pogovarjava, bi prav skočil na zadnje vprašanje, ki sem si ga zamislil, in to je v bistvu en komentar besed svetega Frančiška Saleškega, patrona časnikarjev, ko pravi, zagotavljam vam, da vsakič, ko sem se spustil v ostre replike, sem se tega kesal. Ljudje naredijo več dobrega zaradi ljubezni in dobrote, kot zaradi strogosti in spoštovanja reda. Tukaj moje zadnje vprašanje, predno pustim besedo publiki, je to lahko ključ širjenja krščanskega sporočila tudi v današnjem medijskem svetu, en tak pristop? Ja, se sliši. Mislim, da mora biti to ključ. Znanje sveti Frančišek, mislim, da je nadaljeval, da se več muh prime na žlico medu kot na sod kisa, to še bolj plastično pove. Ne vem, če ne beremo mi duhovniki to celo na njegov god, to je 24. januarja zdaj. Brez dvoma. In mislim, da je to problem tudi delno komunikacije cerkvi v Sloveniji. Moram biti kritičen tudi do samega sebe. Sveti Gregor Veliki pravi, tam pastoralno vodilo, da pridigar, ko gre pridigat, mora biti kot petelen. Petelen, ko skoči gor na plot, da bo zakikirikal, najprej tako naredi sperutni, potovče samega sebe, to se pravi, izpraši samega sebe. Moraš biti najprej kritičen do lastne grešnosti in napak. In če sem tukaj kritičen do cerkve, potem cerkev Slovenije je dajala v zadnjem času velikokrat vtis neke togosti, trdosti, strogosti in vse, kar je s tem negativnega povezano. Res je, da so potem tudi mediji to spretno zmanipulirali in to pokazali, ampak smo delno tudi sami krivi, ker damo včasih vtis neke, zahtevamo red, disciplino, spoštovanje reda, strogost, premalo pa ne zaradi ljubezni in dobrote. Jaz študentom večkrat citiram svetega Avguština, genialca, misleca, intelektualca, ki se je spreobrnil, ko je poslušal svetega Ambroža. Misleca, genialca, teologa tudi, ampak sem ga poslušal ne zaradi njegovega znanja, ampak zaradi njegove miline. V izpovedih to izrecno pravi, ker je tako nekje ta milo govoril. Ne zdaj jokavo, cmeravo, ampak z dobroto. In to je lahko velik naš problem. Sam sem optimističen, ker je z vrha zavel veter drugačen, to je s papežem Frančiškom. In so se me zelo dotaknile besede, ki jih ima v tem Evangelium Gaudi, evangelsko veselje, to je sicer bolj ta pastoralna spodbuda, kjer pravi, ko govori o pridiganju, pravi tako, da mora biti pridigar uporabljati materinsko govorico. Kaj to pomeni? Mati si požuga otroku in mu mora požugati, goreče mu ne požuga. Ampak je njena govorica vendar polna ljubezni. In taka mora biti govorica pridigar in taka mora biti govorica cerkve. Lahko bi rekli, da mora biti to, kar je pa že Janez 23 je rekel, cerkev mater et magistra, torej mati in učiteljica. Eno roko mora biti učiteljica, to mora imeti bolj trdo roko, da poduči, da zažuga, ampak mora imeti cerkev tudi roko matere, da poboža, da razume in da pokaže neko naklonjenost. In to se mi zdi, da smo v preteklosti, pa tudi še čisto v sedanjosti, nismo tega čisto opustili. Velikokrat smo tukaj se premalo ravnali po Frančišku Saleškem, pa tudi, lahko rečem, po sedanjem papežu Frančišku. Torej, dobra novica se je lahko z dobroto prenaša. Evangelij, dobra novica. Dobra novica, ja, evangeliju, ja. Brez dvoma, ne moreš evangelij res podajati, ne vem, kot zame kakšno fiziko ali matematiko.
Prav, s to mislijo bi zaključili ta prvi del in sedaj bi pa prepustil besedo publiki za morebitno vprašanje. Prosim. Damjan Pavlin. Ko bi ne bil duhovnik, bi se ravno tako obnašal, kot se obnašate danes. Ja, ravno tako najbrž ne, ne vem, bi živel določene stvari čisto drugače, ampak ne vem, na kaj mislite, če bi se... Ja, mislim, nasplošno glede vašega odnosa do vere, do tega, vsega tega, ne? Ja, upam, da ja. Do komunizma in tu sem bil pa še bolj strupen in strog, kar si zdaj ne morem privoščiti, da si pa bi takrat, ja. To pa. Ja. Drugo vprašanje, kot verski katoliški tisk, imate kakšne podpore, finančne podpore od strani države ali pa drugih javnih ustanov? Ne, nimamo. Nobene? Mi pri Ognjišču ne. Včasih smo dobili za določeno knjigo kakšno subvencijo, ampak je to tako zapleteno in komplicirano. Timo že 2 leti prej, da v to ne gremo več. Dobi pa Radio Ognjišče, ampak je to vsako leto razpis in tista sredstva niso gotova. In veste, tista sredstva v vseh časopisih vejo, koliko je dobo Radio Ognjišče, gre pa ne vem za 10.000 evrov, 20.000 evrov, različno. Torej, glede Radio Ognjišče, Radio Ognjišče večkrat dela reklamo za vaš tisk, seveda to je logično, za knjigarne, vaše knjigarne in tako naprej. Mi smo pred leti kot katoliška knjigarna vprašali, če bi lahko vključili v ta vaš seznam teh knjigarn, ki vi priporočate, ki reklamizirate tudi Goriško katoliško knjigarno. Vi ste odgovorili ne. Ste odgovorili ne, ker ste rekli to, naše knjige prodajajo vse knjigarne po Sloveniji. Torej, če bi vam delali to uslugo, recimo, bi morali to razširiti na celo Slovenijo. Najbrž bo to, ne vem, kdo mi je to rekel, zdaj, kako je to utemeljil. Utemeljil je tako, da katoliška knjigarna v Gorici ni vaša knjigarna. Ne? Aha, ja. Vaše knjige so pa tudi na razpolago v drugih knjigarnah po Sloveniji. No, to je res, ja. Ja. Evo, zato, če bi delal reklamo za katoliško knjigarno, bi mogel delati tudi reklamo za Mladinsko ali pa za, ne vem, kakšno drugo knjigarno. Ja, ne samo to, bi morali tudi še za to druge katoliške knjigarne, ker nimamo mi v mreži vseh katoliških knjigarn. Običajno jaz, ko napišem, dam in drugih prodajalnih z verskim tiskom in tam mislim tudi eksplicitno na katoliško knjigarno. Goriška je med drugim edina, ki se imenuje katoliška, ne? Meni se zdi, da v Sloveniji ni nobene... Mislim, da je zvonček v Ajdovščini tudi. V Ajdovščini? Ja, v Ajdovščini zvonček, se mi zdi. Samo eno zelo kratko vprašanje. Glede medijev, pred leti ste začeli ali so začeli s televizijo, ne? In je klavrno končalo ta zadeva, ne? Zakaj to? Zakaj se ni to išlo? Zaradi finančnih ali so bili kakšni drugi razlogi? Finančni in drugi razlogi, ja. Jaz sem bil takrat ravno v Rimu. In ko je to šlo, predvsem pa, gledajte, televizija ni hec. Televizija ni hec, eno je radio, ki to lahko narediš, program, televizija je veliko bolj zahtevna, veliko bolj draga. Poleg tega tam pri televiziji ni bilo zgleda tudi v začetku takih malo bolj karizmatičnih ljudi, ki bi znali to peljati. Obstaja delno danes neka katoliška televizija v Sloveniji, to je Exodus, ne, ki jo ima tudi moj sošolec z fakultete, torej Zoran Kodela. Vendar je to, trudi se, zdaj kako to uspeva, je pa druga stvar. Renato Podrasič. Eno vprašanje, gospod, vprašanje lahko bilo več, ker današnji gost je dober komunikolog.
To dokazuje konec koncev tudi njegovo pogosto pojavljanje na televiziji, moram pohvaliti dobro, ob zagonetnih vprašanjih slovenske cerkvene stranpoti. Predvsem stranpoti mariborske in deloma tudi ljubljanske nadškofije. Zdaj, moje vprašanje bo nekoliko bolj hudobno, ampak ne do gosta, nasplošno do slovenske cerkve. Zanima me, zakaj so v ogenj, retorično vprašanje, poslali Potavočeja koparske škofije, da je reševal na videz izgubljene boji s slovenskimi medijskimi strokovnjaki oziroma novinarji ob znanih aferah in afericah, predvsem velikih aferučah, lahko rečemo, v povezavi z Mariborom nekoliko manj izdobljano. Moram priznati, da je takrat dobro nastopal današnji gost, ampak retorično vprašanje gre v tej smeri. Kako kot medijski strokovnjak gleda na nerazčiščevanje tovrstnih afer, kako gleda na medijski molk znotraj tako imenovanih naših in, da bom še malo bolj hudoben, kako bi svetoval kot medijski strokovnjak cerkvi, da bi se odzvala na tovrstna vprašanja, ki so metala slabo luč na celotno slovensko cerkev, na vse nas. Tukaj je treba koparsko škofijo izuzeti, Božo, ne? Koparska škofija je najbolj revna, pa najmanj vpeta v te afere, oziroma skoraj da ni bila vpeta neposredno v te afere. Reševal jo je pa koparski Potavočaj. To naj bo izhodišče za odgovor, prosim. In hvala lepa. Tukaj si dal vprašanj zdaj za 5 študij. Jaz sem noter padel resnično čisto slučajno. Mene je klical Uroš Slak, če sem pripravljen. In sem si nekje rekel, moram biti pripravljen, moram iti. Je bil do mene takrat, tako zdaj lahko javno povem, zelo fair. In ko sva se pogovarjala in ko sem mu citiral poslanca Bajca, ki me je po maši ustavil in je rekel, gospod, ma kaj niste vi zato, da ljudi spravljate v nebesa, ne pa da tam neke ekonomske stvari se greste. Ko sem to povedal, ti bom pustil, da boš to povedal. Torej, me ni prekinjal, sem rekel, pa prosim, ne me prekinjati, ker sem se javljal iz Kopra. To je ena stvar. Druga stvar, tisti dan dopoldne sem imel predavanje na fakulteti in sem srečal Francija Petriča in Andreja Sajeta. Franci Petrič, urednik Družine, on pa je monsignor, in je rekel, ne bodi tiho, postavi se za resnico in pravico, smo s tabo. Enako mi je rekel Andrej Sajet, pa ne vem, je bil še takrat tajnik škofovske konference, ne? Božo, ne boj se, povej, kar je res. In mi je to dalo še nekega večjega ognja. Ne bom molčal. Govoril bom to, kar se mi zdi, da je povesti prav povedati. Ni bilo prav, ampak to, kar se je zgodilo, ampak ne sodite cele cerkve in vseh duhovnikov potem. In to sem tudi potem povedal. Tako da ne boste verjeli, po končanih odmevih Slovenije, ko sem odprl računalnik, so maili prihajali dobesedno tako, tak. Ljudi, ki so se odzivali, se upravičujem, ker to govorim, ampak mi je res veliko pomenilo, ko so se ljudje odzivali in se mi zahvaljevali. Potem SMS-i, telefoni. Me pa klical tudi en duhovnik, je rekel, bo že videl, te bojo primili. Sem rekel, kdo me pa bo? Ja, ne vem, je rekel, no, sem rekel, ga ne vidim. Ampak hočem reči, takrat sem čutil, da moram nekaj povedati in to je bilo res gola slučajnost, nobene medijske naveze in potem pa se je velikokrat dogodilo, da so me klicali, so rekli, 5 smo jih klicali, nobeden ni hotel sprejeti, ne mi še vi reči. In sem šel. Enkrat mi je tudi Slak rekel, Uroš Slak je rekel, glej, ni treba, da prideš, ampak vedi, če ti ne boš sedel tam, bo na tvojem mestu sedel nekdo, ki bo proti cerkvi, ki bo cerkvi škodil, ki bo slabo govoril o cerkvi
jaz dam možnost, naša televizija da možnost, da tudi vi nekaj poveste. In sem nekje se tam nekako zaobljubil pri samem sebi, bom šel, da bom vsaj kriv, ne vem, bom povedal vsaj, kar meni številni verniki, kar večina vernikov, in bom to povedal, ker sem čutil, da moram to narediti, ker če noben noče iti, da bom vsaj jaz šel. Imel sem pa tudi potem nekako kapital, da sem rekel, pogledajte, se ste vi me povabili, se ste vi želeli, da pridem. Ne? Zdaj, kakšna je strategija? Strategija gotovo ni molčanje, kot se je velikokrat dogajalo. Ne? Ja, pejdi pa povej, lej, tudi ne vem stvari, jaz sem velikokrat moral reči, lejte, me sprašujete stvari, ki jih ne vem. Me sprašujete stvari, vi mislite, jaz imam neke insajderske informacije. Nikakršnih notrnih informacij nimam, ker mi jih nihče ne da, in nihče ni dal. Ampak pejdi pa povej tudi, da ne veš, povej, da ti je hudo, povej, da trpiš, ker se to dogaja v cerkvi. Ne vem, nas je sram včasih pokazati, da smo šibki. Jaz sem čisto preprosto šel tja kot človek in to povedal. Tako da ni bilo tukaj, moram reči, nobene strategije. Tudi so bile tako, večinoma ljudi je to tudi v cerkvi izredno dobro sprejelo, kakšnemu pa verjamem, da ni bilo tudi prav, da sem šel, ampak vsem v sreči ni mogoče, pravi sam nebeški oče, ne, to. S tem se mora sprijazniti. Najbrž nisem odgovoril, ne, sem... Res da ne. Ne, bomo še malo ustrajali, bomo še malo hudoben. Tisto vprašanje, kako medijski strokovnjak gleda na to vrstno komuniciranje cerkve? Bom popolno laično, neutralno vprašal, je cerkev pravilno komunicirala ob tej aferi, veliki aferi? To me zanima, na njen način komunikacije? Ni. Ok, pa bi prosil za kratko analizo. In pa, zdaj bom pa še malo bolj radikalen, bom vprašal, zakaj se teh zadev ne razčiščuje. Tukaj ne vprašam kot Božo Rustija, morebitni monsignor ali karkoli že, ali pomožni škof in tako naprej, pustimo te hierarhične ali kakšnekoli osebne ambicije. Vprašal bom kot Božo Rustija, duhovnik koprske škofije, ki je tukaj najmanj upeta, najmanj bogata, najmanj denacionalizacijsko upravičena v slovenski cerkvi, ampak je upeta v slovensko cerkveno pokrajino in vendarle me zanima mnenje, zakaj se to vrstne zadeve ne razčiščujejo. Torej, prvi del komunikacija, drugi del razčiščevanje. Prosim za kratko odgovor in hvala. Če bi jih vedel, bi jih z veseljem povedal. Torej, lahko rečem, niti malo se ni ustrezno komuniciralo. Zlasti v Mariboru, ne? Vsi so se umikali, jaz drugače monsignorja Krambergerja zelo spoštujem, ampak on je v eni priliki rekel, ja, novinarji marsikaj govorijo, ni vse tako, ko govorijo. Ko so te vprašali, pa nisi hotel povedati, ne? Zakaj niso oni šli? In že prej niso šli. Torej, ko skrivaš, to je osnovno načelo komunikacije, si sumljiv za javnost. In ta vtis so oni dali. Ne? Zdaj, kaj bi bilo treba tam narediti? Tako, kot so delali, gotovo ne. Iti v javnost in povedati tudi stvari, ki niso nam prijetne. Ne? Kaj je bilo drugo vprašanje? Ustrajali, ne? Ja. Zakaj se stvari ne razčiščujejo? Zakaj se ne razčiščujejo? Ne vem, res ne vem. Recimo, tudi tiste kazni, ki so doletele nekatere ljudi, ne? Zakaj so take kazni doletele, naprimer, monsignorja Turnška? Ne vem jaz, ne? Logično je, da je nadškof Kramberger se moral umakniti, ne? Da je, ampak recimo, zame je zagoneten monsignor Kraševec, ne? Kajti on je samo, vemo, da je v tujini, ne? In tam je, ne? Ampak mislim pa, da
je bilo delana tudi neka analiza, notranja cerkvena analiza, ne vem, ali je bila narejena do konca, torej ali je že narejena do konca ali ni, ne, bi pa morala biti, ne, ker je to tudi pa eksemplaričen primer tudi za druge, kje je bilo narobe. Treba je odkriti, ne, ker tam je bilo veliko stvari narobe, niti ni bilo upoštevano cerkveno pravo, ne, ki pravi, ne, da škof, če vzame ne vem kakšno posojilo, če presega ne vem točno določeno vsoto, pravim, da številke sem je zelo slab, mora prositi v Rim in tako dalje. Tega tam sploh ni bilo nič, to se je delalo kar po domače, ne. In druga stvar, kar imam jaz občutek, da tam škof Kramberger veliko stvari sploh ni vedel. Ali pa mu so bile tako prikazane, da je on podpisal, ne, a njegov podpis pa je tam, ne. Nevednost ga ne odvezuje njegovih grehov. Hvala za odgovor. Ja, najbrž da res ne, ampak. Malo preveč nevednosti. Jaz bi pa še nekaj vprašala. Kaj pa strategija glede na odločitev Ustavnega sodišča glede odgovornosti Cerkve za dejanja duhovnikov? Ali se bo kaj to delalo, ne vem, da se to kaj spremeni. Namreč glede tega, eno je, ali Cerkev ve in ukrepa tako, kot ne bi smela, ali pa je duhovnik kot navaden zemljan, kjer res organizacija ali ustanova ne odgovarja za njegova dejanja. To me zanima. To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje pa glede tiska. Ali se kaj pozna že uvedba obveznih blagajn pri nas, kajti recimo v predvirju naše cerkve ni več tiska in je bilo rečeno, kdor si je prej kupoval recimo ognjišče, družino in tako naprej vsako nedeljo, naj bo stalni naročnik. Hvala. Bom začel z drugim, kar je, bojim se, da se bo še poznalo, ker mnogi odpovedujejo, ne, pravno, kar pravijo za te davčne blagajne. Nažalost, ker mislim, da bi se dalo tudi določene rešitve za prodajo v cerkvi najti, ne, ker jih tudi predvideva zakon, ne. Drugo, kar je pa bolj zapleteno tudi z tega vidika, jaz nisem pravnik, ne. Zdaj, mislim, da je to zdaj Vrhovno sodišče v Sloveniji. Ja, Vrhovno sodišče je reklo, da je cerkev kriva v primeru Artiče, župnika, ki je sicer že umrl, ker je zlorabljal mladoletne, kot delodajalec. Ne? Vendar mislim, da zdaj vsi ti primeri so seveda strašno težki in jih je treba delati z občutljivostjo in zaščititi žrtev. To je ena stvar, s katero se strinjam. Drugo, na kar so me pa opozorili novinarji, ne cerkveni, so rekli, vi boste imeli ogromno tožb zaradi odškodnin. Kajti v Ameriki, ne, vemo, da je bostonska škofija šla v stečaj, ker je imela toliko tožb. In tudi tisti bodo poskušali, morda tudi nekateri, ki niso bili zlorabljeni, to prikazati, da bodo dobili denar. Ker, ko veste, denar ljudi nas pokvari. Tukaj primer Artič pa se mi zdi, da gre za točno določeno stvar, da je gospa pisala škofu in ta je celo odgovoril, da je dobil njeno pismo, zelo lepo je sicer odgovoril, ukrenil pa ni nič. Z tega vidika bi lahko tega gospoda tudi ja, ker veste, to je zdaj po našem zakonu, če ti veš, pa ne si kriv. Ne?
In to je ta stvar. Zdaj bo stvar, kolikor meni znana, šla na ustavno sodišče in bo ustavno sodišče presodilo, ali je ta odločba pravila ali ne. Je pa tako, govorim zdaj sicer čisto nasplošno, v preteklosti se je na to gledalo drugače. Tudi v cerkvi se je gledalo na to, ne sme priti ven, ne sme priti javnost, ker to bo ljudi strašno pohujšalo. In to delno tudi drži, ker to so kriminalne, to je kriminal, to ni kakšna lahka stvar. Ampak, seveda, ne vedoč, da če bo pa prišlo ven, da se je vedlo in da se ni ukrepalo, bo pa še 3-krat ali pa 10-krat večje pohujšanje. In tukaj, seveda, sem jaz s tistimi, kot je papež Frančišek in prejšnji papeži, ne sme biti popuščanja. Ti, kot duhovnik, ne smeš tega delati, amen. Če si to naredil, veš, kaj ne smeš. Še kako vprašanje? Glede Radio Ognjišče je bilo malo govoreno, da končamo, da zaključimo bolj zreč prijetnem vzdušju. Mislim, da Radio Ognjišče zreč v Sloveniji da dela dobro, da ima tudi publiko in če naklade padajo, mislim, da Radio Ognjišče ima poslušalcev več. Aha, to je vprašanje. Če to drži. Ja. Torej, gotovo, glejte, to je, pravijo tudi drugi, eden redkih medijskih projektov v cerkvi v Sloveniji, ki se je po osamosvojitvi uspel, je Radio Ognjišče. Hvala Bogu. Smo Bogu hvaležni zanj in za njegov program in eni pravijo, da ta referendum o družinskem zakoniku ne bi tako uspel, če ne bilo Radia Ognjišče. Ker je bil res alternativa, je dal podatke, ki jih nikjer drugje nisi naredil. Veliko ljudi mi je to reklo, smo poslušali in tako dalje. Jaz upam, da vse to, kar ste rekli, da drži, koliko se veča poslušalstvo, ne vem, ker ne vem, koliko oni delajo te raziskave. Te raziskave so zelo drage, ne? Da ti najdeš eno agencijo, da ti naredi, koliko si ti, koliko je tega, moraš drago plačati. Tega denarja pa radio preprosto nima, ne? Da bi raziskal, koliko imaš poslušalcev. Ja, so zelo pristranski. Veliko krat so tudi zelo pristranski. Ni drugih vprašanj. Potem takem bi rekel, da bi lahko večer zaključili. Franka, je še kdo, ki bi kaj rad vprašal? Ne. Prosim. Mene zanima, če mogoče gleda se kdaj televizijo, to našo, kaj je že, Vitel. Kaj so tam eni nemški, govorijo nekaj proti cerkvi, ker enkrat vapram, tako da me je kar groza. Zadnjič so nekaj govorili, kako mora sveti Frančišek sploh svetnike zbrati, če pa on ni svetnik. In take reči, zdaj zadnjič so slišala, kako morajo, v kakšen jezik mora govoriti, recimo zdaj, da ta Frančišek, da je rekel, da so maša v latinščini, ne? Da zakaj, ko morajo oni ukazati, kakšen jezik se premaša. Na to take reči, da me, če hoče veste, kje so to zani ljudje. Ne, ste nikoli videl? Nisem, čeprav sem na nemško govorijo. Ja, zdaj v Nemčiji je marsikaj. Sam so na naši televiziji, ne? Na Vitelu. Na Vitelu, ja. Povedite, kdaj je zvečer kruh v 8:30? Ma ne vidim, v Kopru ne vidimo. Ja, imate prav, ja. Ja, drugače sem pa bil s Caritasom, sem bil s tem z Vitela, kako je že ta Saksida, ja, in lepo smo se imeli, smo šli v Sarajevo enkrat neno, tako da reč temu ne vem, za komu to koristi, da daje te stvari. Nekaj groznega, ena
crkva deteta Jezusu, nekaj pravda bila. Ja, zdaj, glede na to, kar, torej veliko stvari tudi ne drži, papež Frančišek nič ne ukazal, da je treba v latinščini, ne? Zelo čez duhovnike, čez crkve, čez to, nekaj roka, malo šlučo bogatstvo, to ne vem. No, ampak jaz bi čistim ljudem rekel, zakaj, kdo ne dajo rajši eno drugo oddajo, če že hočejo v crkvi, da bo, ne poznam, veste, toliko je te produkcije, da je nemogoče vse poznati, ne. Prav, res, če ni nobenega drugega vprašanja, mislim, da lahko tako ta večer o verskem tisku zaključimo tukaj z ugotovitvijo, da pač verski tisk ima še eno svoje zaledje in mislim, da potreba po verskem tisku bo ostala, ker konec koncev, če pomislimo na samo začetek krščanskega izročila, je vezan na širjenje dobre novice. Ne? In mislim, da vloga verskega tiska mora naprej peljati to izročilo. Če ni drugih posegov, bi dal mikrofon Franki. Torej, nocojšnjima gostoma se prisrčno zahvaljujemo za zanimiv večer, poln informacij. Seveda zahvala tudi vsem vam, ki ste bili prisotni nocoj. Bi vas povabila čez teden dni, bomo imeli na srečanju potekel pogovor o slovenskem jeziku na šoli in sicer bodo prisotni trije profesori, profesor Pahor, profesorica Mezgec in profesorica Kostnafel, ja? Aha. Torej, ker se bližamo kulturnemu prazniku, bo ta naslednji teden posvečen večer slovenskemu jeziku. Torej, vabljeni prihodnji teden, tako kot običajno, mi se ustavimo na nadaljevanju klepeta v sosednjih prostorih in če ostanete v naši družbi, vas bomo veseli. Hvala vsem, da ste se udeležili nocojšnjega večera in lep večer še naprej. Jaz se pa, hvala lepa, se zahvaljujem pa za povabilo, mi bo v veliko čas, da sem smel biti v Gorici. Mimo grede, zadaj je nekaj knjig, ko boste šli ven, lahko si jih ogledate, še bolj veseli bomo, če boste kakšno kupili. Ja, hvala lepa. Hvala vam. Ti dam vas spomin.